Dobrodošli na pogovoru o ciljih trajnostnega razvoja oziroma SDG Talks, nizu pogovorov o globalnih ciljih. Veseli nas, da se nam je na današnjem pogovoru pridružila doktorica Romana Zidar, strokovna sodelavka predstavništva Visokega komisariata Združenih narodov za begunce za Centralno Evropo, zadolžena za Slovenijo. Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupno zavezo človeštva, skupno agendo za zagotavljanje dostojnega življenja vsake posameznice in posameznika ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti ter planetarnih omejitev. Platforma Sloga organizira pogovore o ciljih trajnostnega razvoja s ciljem promocije ciljev in globalnega učenja v desetletju za ukrepanje. Pogovor poteka v okviru projekta Migrated, digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju, v katerem kot partnerska organizacija sodeluje platforma Sloga. Namen projekta je razširjanje dobrih praks globalnega učenja, vprašalnih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Pogovor sva pripravili Patricija Virtič in Adriana Aralica z platforme Sloga. Romana, iskrena hvala, da si se odzvala našemu povabilu in dobrodošla. Najlepša hvala za vabilo. Mislim, da kar počnete je zelo pomemben projekt, tudi projekt, ki prispeva k boljšemu razumevanju ciljev trajnostnega razvoja v kontekstu tako naše države kot globalno. Hvala še enkrat za povabilo. Pa morda začnemo kar s temo, kateri se pravzaprav danes ne moremo izogniti. Izbruh koronavirusa je razkril in poglobil neenakosti, kar zagotovo vpliva na uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, celo ogroža napredek pri uresničevanju ciljev. Katere teme bi morali tako mednarodna skupnost kot tudi Slovenija prednostno naslavljati, da bi zagotovili trajnostno okrevanje, ki v središče postavlja ljudi? Zdaj, mogoče glede na to, da prihajam iz Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, UNHCR-ja, se bom v svojem odgovoru nekoliko bolj fokusirala na ljudi, ki sodijo v naš mandat. Torej, to so največkrat prisilno razseljene osebe, tudi osebe brez državljanstva in pa notranje razseljene osebe. Tako da v tem kontekstu bi mogoče poudarila to, kar opažamo mi tako na terenu, kar kažejo številne raziskave, ki so bile v tem času pandemije narejene. Zdi se mi namreč zelo dobrodošlo na nek način, da se zelo aktivno spremlja stanje na terenu, na kak način COVID vpliva na vsakodnevno življenje ljudi, beguncev. In zdaj, kar kažejo vsaj naši podatki drugih organizacij, ki nekako pokrivajo področje mednarodne zaščite pa prisilnih migracij, ugotavljajo, da v bistvu nekako najbolj tragične posledice čutijo ljudje na področju zaposlovanja, dohodki so se ekstremno znižali, prehranska varnost je nekaj, kar se je počasi začelo pojavljati kot problem in bo verjetno učinek viden še nekako leta zatem, ko bo mogoče, upam, za nami pandemija. Dostop do izobraževanja, predvsem izobraževanje deklic, bo postalo izziv, s katerim se bomo mogli soočati v prihodnosti in s katerim se na nek način soočamo tudi že danes. Nekaj, kar spremljamo tudi v nacionalnem kontekstu, je porast pojava nasilja po spolu in spolnega nasilja. Femicidi so postali nekako tragedije, ki jih spremljamo praktično na mesečni ravni in nekako tudi pretresajo slovensko javnost. In mislim, da globalno gledano so to vprašanja, ki so ravno tako pomembna. Potem, kar je nekako na tnalu, je tudi kohezija v skupnosti, torej povezanost ljudi, sodelovanje, solidarnost ljudi. Kar ugotavljamo tudi je, da se mnoge begunska gospodinjstva, govorim tako v Sloveniji kot po svetu, zatekajo z nekako mehanizmom spoprijemanja z krizo, ki je nekako nastala kot posledica covida, ki niso mogoče najbolj učinkoviti. Mogoče, da ponazorim, opažamo, da so gospodinjstva začela zelo varčevati pri nakupih hrane, zaradi manjšega dohodka imajo težave pri dostopu do hrane, kakovost hrane se je nekako poslabšala, odločajo se za slabšo hrano.
Dosti gospodinjstev v svetu, begunskih gospodinjstev, se zadolžuje, zato da preživi, prodajo premoženje, prekinjajo šolanje. V Sloveniji imamo izobraževanje brezplačno dostopno, medtem ko v marsikateri državi dostop do izobraževanja ni samoumeven, starši morajo plačati za to, da otroci grejo v šolo, in tle nekako skušajo varčevati in nekako prenesti noter, kar so izgubili. Jaz mislim, tako čisto na dolgi rok nekaj, s čimer se bomo pa prav verjetno vsi soočali, je ravno prehranska varnost. To je nekaj, kar bo verjetno izziv že prihodnosti. Hvala. Zdaj številnih področij oziroma tem in naslovljenih v agendi 2030 si se že dotaknila, pa morda za boljše razumevanje. Zdaj cilji trajnostnega razvoja vsekakor temeljijo na mednarodnopravnih zavezah človekovih pravic, pa bi te prosila, da orišeš povezavo med cilji trajnostnega razvoja in prisilnimi migracijami oziroma mednarodno zaščito, pa tudi kako visoki komisariat za begunce prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Ja, dobro vprašanje. Tudi takole, kar je mogoče središčno za povezavo oziroma en dokument, ki premošča delo UNHCR-ja in pa aktivnosti povezane z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja, sigurno globalni dogovor o beguncih iz leta 2018. Ta je postavil nekako središče človeka, posameznika, in sledi neki premisi, nekemu vodilu, da ne smemo nobenega pustiti zadaj, kako se to v slovenščini, leave no one behind. Torej, nihče ne sme biti zapostavljen, sem to dobro prevedla. V bistvu, kar je nekaj, kar je nekako UNHCR se zavzemal in tudi počasi skozi kompleksne procese zagovorništva dosegel, seveda v partnerstvu s civilno-družbenimi organizacijami, z raziskovalnimi inštitucijami, z akademiki, z različnimi drugimi akterji, deležniki, je to, da se je v letu 2020 v ta nabor, že itak zelo širok nabor kazalnikov, ki spremljajo uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, dodala nova kategorija, in sicer spremljanje različnih kazalnikov tudi skozi perspektivo statusa človeka. Torej, kriterij se imenuje število beguncev glede na državo izvora kot delež prebivalstva v državi izvora. Sliši se zelo zakomplicirano, ampak v praksi v bistvu so oblikovali ekspertno skupino, imenuje se EGRIS. To je skupina, ki je zadolžena za zbiranje statističnih podatkov o beguncih in pa notranje razseljenih osebah. Oni so skozi nek proces konzultacij identificirali 12 kazalnikov v ciljih trajnostnega razvoja, kjer so zaznali, da bi bilo posebej relevantno zbirati podatke glede na status, torej glede na migracijski status človeka. Zdaj, jaz ne bom šla čez vseh te kazalnike, mogoče zgolj za ilustracijo, zelo tako so prečni, nekako zajemajo različne vsebine, od kazalnikov, ki se nanašajo na delež ljudi, ki imajo dostop do čiste pitne vode. Recimo prej si spraševala o covidu, eden izmed izzivov, s katerim se srečujejo v državah, gostiteljicah, je, da recimo šole, ki so posebej ali oblikovane za begunce, ali pa šole, ki recimo integrirajo begunce v svoje okolje, to so države z relativno nizkimi dohodki, tudi dostop do čiste vode je izziv, kar pomeni, da tudi otroci, ko se enkrat vrnejo v šolo, se bodo vrnili v šoli, imajo večje tveganje za okužbo s covidom, zaradi tega, ker ne morejo skrbeti za higieno rok, recimo, in pa splošno higieno. To je sigurno en pokazatelj tega, v kakšnih razmerah ljudje živijo. Potem je recimo delež urbane populacije, ki živi v barakarskih naseljih, spet, barakarska naselja so zopet ena okolja, kjer najdemo veliko več ljudi z migrantskim ozadjem, potem delež populacije, ki ima dostop do elektrike, potem delež ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine, potem delež zaposlenosti. Vemo, da je delež zaposlenosti v begunski populaciji bistveno nižji kot v
splošni populaciji, recimo nedavno nazaj so v Keniji naredili eno raziskavo. Kenija namreč gosti relativno veliko begunsko populacijo in so ugotovili, da recimo je 1 od 10 zaposlen, medtem ko velja v splošni populaciji, da jih je 5 od 10 zaposlenih. To je že tako dosti tak zelo jasen pokazatelj tega, s kakšnimi izzivi se srečuje begunska populacija. Zelo pogosto je prisotno delo na črno, torej neka neformalna ekonomija. Mednarodna organizacija dela je recimo naredila tudi zdaj v zadnjem letu raziskavo in ugotovila, da ljudje, ki se angažirajo v neformalnih oblikah dela, torej v delu na črno, so izgubili dohodek v 82%. No, torej to so ljudje, ki drsijo v ekstremno revščino. To so ljudje, ki bodo nekako zdrsni tudi iz sistemov socialne zaščite. Ne. Spet moramo vedeti, da države gostiteljice, tiste, ki gostijo največji delež beguncev, so države, ki največkrat nimajo razvitega sistema socialne zaščite. Ne. Večina držav v času COVID-a sprejela zelo veliko ukrepov, da zaščiti prebivalstvo in prav je tako. Slovenija sigurno je primer dobre prakse, ampak ja, spet, večina begunske populacije se ne nahaja v Sloveniji, ne, se nahaja v drugih državah, kjer tega le nima tako dobro zagotovljenega, kot pri nas. Ne. Potem so spet ti kazalniki, ne, ki nam kažejo na položaj oseb, ki nekako so se prisiljene gibati, migrirati, je urejen status, pač urejeni papirji, možnost nekega varnega, zanesljivega prebivališča, tudi občutek varnosti v okolju, kjer živijo. Vemo, da v marsikaterem kampu, kjer se nahajajo begunci, ta varnost ni samoumevna, ne. Poglejmo grške otoke, poglejmo te res ogromne kampe, ki so razpršeni vse povsod po svetu. In pa tudi rojstva, ne. A so rojstva registrirana, kje ženske rodijo, kako rodijo, a imajo dostop do zdravstvene oskrbe in tako naprej. To so ti kazalniki, ki se zdaj nekako bodo v prihodnosti spremljali. Ampak izziv, s katerim se srečujemo, tudi pri nas, ne, tle res nismo izjema, je, da marsikatera država teh podatkov ne zbira sistematično. Ne. Tudi, kar je v tem trenutku EGRIS naredil, je, da so naredili eno tako meta-analizo tega, kako se ti podatki zbirajo v različnih državah sveta. Mislim, da so zajeli 57 držav v to meta-analizo in pogledali, kje so dobre prakse zbiranja podatkov. Ne. Zelo različno in seveda odvisno od kontinenta, kjer se te podatki zbirajo, odvisno od razvitosti držav, ampak dejansko ni države na tem svetu, ko bi to zelo sistematično zbirala in lahko jutri ponudila te podatke na pladnju, potem bi pa mi boljše razumeli to, kako ljudje živijo, kakšni so izzivi, s katerimi se srečujejo, in na podlagi tega oblikovali bolj učinkovite politike. Ne. Tudi, kar so oni naredili, so v bistvu skozi te primere dobrih praks pozvali nacionalne statistične urade, da razmislijo o tem, na kak način te podatke zbirati. Ne. Bodi si jih povezovati, recimo statistični urad zbira marsikaj, medtem ko zbirajo ministrstva za notranje zadeve tudi pri nas podatke o prosilcih, o ljudeh, ki jim je priznana mednarodna zaščita, te podatke nekako povezati. Seveda imamo tukaj varstvo osebnih podatkov, ki je še posebej velik izziv, ne. Ampak vsaj te prakse, recimo mislim, da je Norveška bila kot primer, ker se da, nekako so presegli, seveda niso uspeli zbrati vseh teh kazalnikov, ampak vsaj del njih, in aktivno razmišljajo o tem, kako zadevo rešiti v prihodnosti, ker se zavedajo, da so migracije nekaj, kar je prisotno v našem okolju. Prisilne migracije so in bodo najbrž ostale z nami, še posebej, če upoštevamo vse globalne spremembe, ki se nam dogajajo. Ne. Tako da to je nekaj, kar je pomembno, da zbiramo in sledimo. In mislim, da UNHCR je v tem smislu prispeval, da je opozoril na pomen zbiranja teh podatkov in pokazal pot in način, kako te podatke v prihodnje zbirati.
Omenila si že partnerstva prej in sodelovanja z različnimi deležniki in ravno to je nekako poudarek agende za trajnostni razvoj do leta 2030, da bomo globalne cilje lahko dosegli le, če bomo skupaj sodelovali in bomo ustanovili partnerstva med različnimi deležniki. Zanima me, kje vidiš prostor in potrebo po tem čezsektorskem sodelovanju ali pa pač krepitvi tega, glede na vaš mandat oziroma področje dela pri UNHCR. In ko govorimo o ciljih trajnostnega razvoja in prisilnih migracijah, kakšna je po tvojem mnenju vloga civilne družbe? Izjemno pomembno in dobro vprašanje, ne. Jaz ne vem, če bom imela tako zelo izčrpen odgovor, zaradi tega, ker nekako vloga civilne družbe je ključna, ne. V bistvu govorimo o partnerstvu, govorimo o povezovanju, govorimo o skupnosti. Tako da v bistvu vsaj, kar se tiče UNHCR-ja, pa tudi drugih agencij Združenih narodov, mislim, da smo se tle kar nekako na isti strani, no, da nekako isto razumemo vlogo civilne družbe. In sicer, da brez nekega partnerskega sodelovanja in povezovanja dejansko ne moremo uresničevati ciljev trajnostnega razvoja, ne. Ker ostaja izziv je, da razumemo ta partnerstva kot enakovredna, ne. Da ne postavljamo hierarhij med različnimi deležniki, kar se v praksi verjetno pogostokrat dogaja, ne. Mislim, da zagovorništvo, ki ga opravlja civilna družba, je izjemno. Mislim, moje izkušnje v življenju ne samo pod okriljem UNHCR-ja, tukaj le nisem tako zelo dolg čas, ampak tudi prej so, da v bistvu ta dragoceni prispevek civilne družbe, ne, torej organizacij, ki so v nenehnem stiku s terenom, ne, ki vejo, kakšne so potrebe na terenu, so na nek način glas ljudi, za katere vsi delamo, ne. Brez tega glasu v resnici nimaš dobrega vpogleda, ne, v to, kakšne so potrebe v skupnosti in posledično oblikuješ politike, ki odgovarjajo na potrebe inštitucij, ne na potrebe ljudi, ne. Mislim, da tukaj to zavedanje je pomembno. Vse agencije Združenih narodov, za katere sem v svojem življenju zdaj delala, sledijo temu na ta način, da v bistvu sodelujejo z organizacijami civilne družbe, ki implementirajo program, ne. Torej, mi ne gremo, ne vem, v neko državo, kjer se nahaja recimo neka begunska populacija in so neke potrebe v skupnosti in potem tam začnemo izvajati programe, ampak poiščemo partnerje v skupnosti, ker vemo, da so ta partnerstva tista, ki bodo okrepila skupnost, ne. Mi rabimo zavezo lokalne skupnosti in ljudi v lokalni skupnosti, da bodo naredili nekaj in dosegli neko spremembo, ne. Od zunaj se nič ne spremeni, ne. Sprememba mora priti od spodaj navzgor in vloga mednarodnih inštitucij in organizacij je v tem smislu na nek način obrobna, ne, v smislu sprememb. Mi mogoče lahko facilitiramo, omogočamo neke spremembe, ne moramo pa namesto ljudi te spremembe narediti. Res je, spremembe najprej moramo začeti pri sebi, potem pa lahko vplivamo tudi na ljudi okoli nas in na spremembe, ki so nujno potrebne, če želimo priti do enega napredka. In v tej enačbi so seveda tudi mladi. In me zanima tvoje mnenje, namreč v okviru raziskave PISA 2018 smo v Sloveniji prvič dobili mednarodne podatke o globalnih kompetencah 15-letnikov, ki so skupaj z sovrstniki iz 66 držav ocenjevali lastno globalno kompetentnost. In v primerjavi z učenci iz držav OECD so slovenski najstniki v povprečju poročali o nižji zaznani samoučinkovitosti pri pojasnjevanju globalnih vprašanj, slabšem zanimanju za spoznavanje drugih kultur, pa manj pozitivnem odnosu do priseljencev ter slabši spretnosti medkulturnega komuniciranja in slabši odzivnosti na različna globalna vprašanja. Slovenski 15-letniki so poročali tudi o manj pogosti vključenosti v posamezne aktivnosti, povezane z globalnim učenjem v šoli. In kakšni ukrepi in koraki bi bili po tvojem mnenju potrebni, da bi se te globalne kompetence slovenskih mladih izboljšale? Ja, dobro vprašanje. Mogoče za začetek, ne, mislim, da pomen raziskav, kakor je raziskava PISA, ne, vidimo, koliko pomemben je ta prispevek, ne, da boljše razumemo
kje smo, ne, in potem tudi lažje oblikujemo neke intervencije, neke programe za prihodnost, neke politike. Spet, če govorim o izboljševanju globalnih kompetenc v kontekstu prisilnih migracij, bi izpostavila predvsem to, da morajo mladi, pa tudi mi, bom rekla, mogoče najprej odrasli, najti nek pogum in voljo, da spregovorimo o naših lastnih predsodkih in stereotipih, da spregovorimo o privilegijih, ki jih imamo, ali pa tudi nimamo, se ni nujno, da imamo privilegije. Potem tudi o naših pogledih na svet, kako ravnamo v vsakdanjem življenju. Namreč sploh v zadnjih letih opažamo zelo velik porast diskriminatornega vedenja, rasističnih izpadov, napadov, in v bistvu rasizem je nekaj, in diskriminacija je nekaj, kar pogostokrat vpliva na migracijska gibanja. Ljudje so se pogostokrat prisiljeni izseliti svoje države ali pa pobegniti svoje države ravno zaradi posledic rasizma. Tako da rasizem kot tak je pomembna tema za UNHCR, ki na nek način poziva vse nas, da zavzamemo neko proaktivno antirasistično držo. Kar nekako zagovarja UNHCR je, da se najprej zazremo vase, da v bistvu vsak v sebi najprej preveri neke lastne predsodke, lastne poglede na svet, pa tudi organizacije, da preverimo, na kak način vključujemo koncepte, kot je raznolikost in antidiskriminacija v svoje delo. Kako raznolike recimo naš tim, kakšne ljudi imamo v timu, kako smo raznoliki kot tim. A imajo ljudje možnost spregovoriti, se izraziti, se čutijo slišane, upoštevane, ali je ta možnost dana zgolj nekaterim. Tudi mislim, da ta premislek, ta refleksija je en začetek enega procesa, v katerega lahko počnejo nekako povabimo tudi mlade, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da so mladi tisti, ki so gonilo družbe, da oni večkrat nas odraslih izzovejo in izzivajo k temu, da se zazremo vase. Mislim, da nas mladi dost nekako delajo in živijo v kontekstu, ker vlada blazna informacijska gneča. Sploh se mi zdi, da je COVID je to potenciral v nedogled. Ljudje smo nekako zasuti z informacijami, zelo težko ločimo kakovostne informacije od manj kakovostne. Tukaj pa je naloga mladih, da delajo na tem, da so boljše ozaveščeni o tem, kaj so kakovostne informacije in kaj ne. Kar smo nekako naredili in razvili na UNHCR-ju sicer že preden se je pojavil COVID, ampak to je projekt, ki traja in verjetno bo še trajal. Razvili smo eno interaktivno orodje za učitelje o učenju o beguncih. Namen tega orodja, ki se implementira že v številnih državah po svetu, je ravno nekako izzivanje nekih predsodkov, stereotipov, ki jih imamo odrasli in mladi o tej populaciji, ker smo nekako želeli s temi orodji, ki so zelo interaktivna, zelo uporabnikov prijazna, tudi dosti širok nabor lokalnih orodij najdete na spletni strani Teaching about Refugees, torej učenje o beguncih. Nekako, kar smo pa želeli poudariti, je, da je zelo pomembno, kako poimenujemo stvari. Torej pomen besedišča, ki ga uporabljamo v odnosu do migracij, opažamo, da je en velik izziv in pa problem, da ljudje dosti homogeniziramo migracije, torej rečemo migrant, s čimer na nek način ne priznavamo raznolikosti zgodb in statusov ljudi. Migranti so lahko delovni, prisilne migracije, poznamo ljudi brez državljanstva, notranje razseljene, torej en kup enih ljudi z različnimi statusi, različnih življenjskih situacijah, in ravno to poimenovanje ljudi na način, ki je spoštljiv in primeren, je neka tema, ki jo želimo odpirati tudi z mladimi, da tudi mladi povejo, kako oni to doživljajo in kaj mislijo.
Migracije so sigurno ena najbolj kompleksnih tem današnjega časa in mislim, da učitelji tudi kot eni izmed tistih akterjev, ki zelo pomembno vplivajo na vzgojo in izobraževanje otrok, da imajo prostor in možnost, da o teh temah spregovorijo. Potem druga stvar je v bistvu podatki, dejstva o migracijah, ne. Zelo veliko je napačnih informacij, napačnih interpretacij, namerno napačnih interpretacij tudi, ki nekako postanejo laži in potem postanejo sčasoma neke resnice, se prirejajo in tudi uporabljajo nekako v škodo ljudi. Tako da tukaj smo želeli mlade in pa učitelje opremiti z viri, da znajo poiskati te informacije v tej množici različnih informacij, da znajo te informacije uporabiti in tudi interpretirati, ne. Mogoče, kar se mi je zdelo zanimivo, je recimo, da če gledamo, da je, ne vem, 80 milijonov beguncev na svetu, približno, malce manj, bilo konec leta 2019 in polovica med njimi je mlajših od 18 let. To so v bistvu sovrstniki teh naših mladih, ne. In od te polovice jih je polovica, ne, torej četrtina vseh beguncev je osnovnošolskih otrok. Otroci morajo razviti empatijo in prav je, da razvijajo empatijo do otrok, ki so njihovih let, ampak v popolnoma drugi življenjski situaciji, in da se nekako znajo vprašati in razmišljati o tem, kako je, ne, a ima ta otrok možnosti to šolo, kdo je, kaj ga zanima, a ima enake priložnosti, kot jih imam jaz, ne. Mogoče ima izvrstne talente, ki jih nima priložnost nekako pokazati in izkazati, ne, kdo mu bo dal to priložnost. To so vprašanja, ki jih je potrebno nekako odpirati, ne samo v šolskem prostoru, tudi v skupnosti, v družinah, ampak mogoče je šolski prostor, šolsko okolje tisto, ker na nek način v organizaciji civilne družbe najlažje vstopamo. Otroci pa so tisti, ki mogoče potem izzovejo tudi doma kakšno napačno prepričanje, ki ga imajo njihovi starši, ali pa tudi sovrstniki, s katerimi se družijo. Absolutno se tudi globalno učenje poudarja vlogo vsakega posameznika in posameznice in zagotovo je to v bistvu prevpraševanje svojih prepričanj ves čas zelo pomemben del tega in seveda gre za vseživljenjski proces učenja. In zagotovo pa tudi je na tem področju še precej priložnosti za nadaljnji razvoj in krepitev in ta prizadevanja skozi partnerstva le še okrepijo to, da vsi izboljšujemo svoje globalne kompetence. Pa če se morda zdaj vrnemo spet na globalno raven, lani smo obeležili 5. obletnico sprejetja ciljev trajnostnega razvoja, smo torej na tretjini poti. Na voljo imamo še desetletje za ukrepanje, da zagotovimo, da nikogar ne pustimo ob strani. Za zaključek te vabim, da pogledaš v prihodnost, v stekleno kroglo in si predstavljaš svet, kakršnega si želiš čez 10 let in katere so torej te 3 spremembe, ki bi želela videti. To je zelo zahtevno vprašanje, ne? Zahtevno zaradi tega, ker ko razmišljam v lokalnem kontekstu, ne, so zagotovo te želje drugačne, kot če pomislim iz perspektive ljudi, katere organizacije, za katero delam, zastopa, ne. Tako da bi rekla v nacionalnem kontekstu, ne, torej jaz kot posameznica, kaj je tisto, kar si želim, je zagotovo zmanjševanje neenakosti v družbi, ne. Ker se mi zdi, da zmanjševanje neenakosti na nek način sproži marsikatero drugo spremembo in posledično tudi vpliva na zmanjševanje revščine, socialne izključenosti. Sigurno pa si želim v bistvu, da bi ljudje imeli možnost, da živijo v okolju, ker se počutijo varni, ker imajo možnost, da uresničijo svoje potenciale, ker imajo možnost tudi, da izrazijo svoje želje, da imajo možnost, da se izrazijo kot takšni, torej kdo so oni kot posamezniki. Okolje, ker imajo ljudje dostop do izobraževanja kot pomembnega mehanizma in sredstva za boljšo vključenost v družbo, v okolju, ker imajo dostop do čiste pitne vode, ker imajo možnost
da nekako soustvarjajo, da so slišani in da so upoštevani. Tako da, ja, ne, prihodnost, kakršno bi si v bistvu želela že danes, ne. Vem pa, da je pred nami kar veliko dela, skupnega dela, ne, da to prihodnost soustvarimo, da jo ustvarjamo skupaj skozi en proces sodelovanja. Jaz mislim, da bo ta svet čez 10 let zelo lepši, če se katere od teh stvari, ki ste jih zdaj povedali, uresničijo. Iskrena hvala za ta zelo bogat pogovor, dr. Romani Zidar, in veliko uspehov še naprej. Najlepša hvala obema, tudi vam želim veliko uspeha tako s projektom, kot tudi v vajinem življenju. Seveda upam, da bomo kmalu išli iz te COVID krize kot zmagovalci in da bomo zaživeli bolj svobodno in sproščeno, ne.